Gospod Weber, lahko kratek komentar odločitve predsednika vlade? Torej, za mene je zagotovo presenečenje, kajti že od samega začetka, če spremljate moje dogajanje, moje izjave, govorim o tem, da je presenečenje. Sploh, da se je začelo tudi strani Tonina govoriti o tem, da naj bi v Ministrstvu za obrambo spremljal nadzor privatizacije. Torej, temu ni tako. Delovali smo znotraj svojih pooblastil in obveščevalno-varnostna služba kot eden od sestavnih delov Ministrstva za obrambo je v skladu s svojimi pristojnostmi povedala samo, kaj pomeni za njihovo organizacijo v prihodnje, če pride do lastništva operaterja, tako da smo ravnali povsem v skladu s pristojnostmi in seveda nimam nobenih težav, zato je to za mene veliko presenečenje. Bo odsoda koalicije odvisna od enega človeka? Predsednik vam je prej podal odgovor na to vprašanje, tako da več ne bi komentiral. A vi ne boste odstopili? Gospod Cerar vas poziva, ne? Torej, povedal sem, da ne nameravam odstopiti že prej, ker dejansko ni nobene podlage za to. Ampak to je vendarle politična funkcija. Če ne uživate več zaupanja premierja, ali ne bi bilo tukaj najboljša rešitev za koalicijo, za vas in za vse, da odstopite? Torej, to vprašanje je zagotovo tisto, ki je že predsednik pomenil, da ga je potrebno analizirati. Sam mislim, da bi bilo zelo nekorektno, če bi zdaj prevzel odgovornost za nekaj, česar nisem naredil. Torej boste pred državnim zborom se zagovarjali še, ker bo predsednik predlagal vašo razrešitev v tem primeru? Ja, ukoliko je razrešitev, potem seveda imam vsaj nekaj časa za to, da tudi pojasnim svoje stališča in je to tako. To pomeni, da v bistvu to je prvi korak razpada koalicije, ker to gre za precej trdo stališče, ne upoštevate svojega šefa, ki vas je povabil v koalicijo, to pomeni spopad in na koncu logična posledica razpad koalicije. Tega ta hip jaz ne morem komentirati, kajti lahko govorim samo o tem, da sem deloval v skladu s pooblastili. Moja naloga je, da zagotovim neodvisno delovanje sistema, ki ga uporabljajo v Ministrstvu za obrambo, za sistem civilne zaščite in tudi za sistem vojske in to sem zagotavljal. Hvala. Tako je, kot minister in kot vidite, sem tudi prisostvoval pri vprašanjih predsedniku vlade, tako da upravljam svojo nalogo in tako sem vedno ravnal in tudi v tem trenutku ravnam. In koliko časa boste še upravljali to nalogo? Ja, boste jutri torej upoštevali nasvet predsednika in ponudili svoj odstop ali ustrajate, ne bom odstopil, če želi premier naj me razreši? Poglejte, ta odločitev danes je zagotovo bila presenečenje in kot veste, so tudi postopki v stranki stekli. Nekorektno bi bilo, da danes dajem izjave, ker sem tudi podpredsednik stranke, glede ravnanja stranke, tako da ja, vsem tem se bomo pogovorili. Lahko pa rečem, da imam čisto vest. Če to ne stranka ostane v koaliciji, to je sedaj nekako veliko politično vprašanje, ali če odidete vi, mora oditi tudi stranka? No, to je izjemno politično vprašanje, ampak kot sem povedal, jaz imam čisto vest, vse ostalo bo pa sledilo. Ne gre pa tega odhoda stranke? Ne gre pa odhoda stranke? To je vprašanje za organe stranke, on odloča za stop, tako da te pristojnosti se res ne morajo. Tukaj ravnali podobno se ljudi pravda, lahko pomeni, da če ni bilo te razprave o telekomu drugje, pa bi vendarle bila potrebna se, da vendarle za milijardo in pol vredno premoženje, da bi še kdo drug, kateri drug minister ali pa vsa vlada pač naredila to vprašanje varnostno preverbo, kaj se zgodi s posledice slabe vlade. Moj predlog je bil samo ten. Ampak zakaj niste recimo prej na vladi, da sami ministrstvo naredilo? Se je bil uradno podan predlog na vlado, tako da jaz sem ravnal korektno in ne vidim pravzaprav nobenih težav z moje strani, da se to ne bi opravilo. Kakšen predlog ste podali na vlado?